Živijo, to so Digitalije, z nami pa je Miha, ki je slep, ne vidi. Od rojstva, Miha? Od 12. leta. Od 12. leta. Tako. Ti še veš, da sem fasciniran, ker vem, da kljub temu uporabljaš tehnologijo, uporabljaš telefone, uporabljaš doma računalnik. Ja, računalnik uporabljam, telefon, pametni trenutno Nexus 5 uporabljam in mi zelo dobro služi. Lej, če samo za trenutek zaprem oči in si več ne predstavljam, kako. Daj nam pokaži kako. Recimo, kako uporabljaš telefon. Se pravi, ta zadeva je tako, da je naložena aplikacija že v samem sistemu Android, TalkBack se imenuje. TalkBack. Tako. Ko ti recimo se česa dotakneš na zaslonu. Ja. Kako pa veš, kje se moraš dotakniti? Evo, če mečkam pojačam. Tako. In se pravi, ja, orientacija je potrebna, ne? Se pravi, recimo, ko smo na prvi strani, vemo, da so aplikacije v nekakšni mreži in ko se mi premikamo, nam telefon vibrira in vmes še v angleščini pove, katera aplikacija je. Zdaj, za primer, recimo, si Info ali pa Smart Voice Recorder in ko bom se dvakrat na hitrico dotaknil, se ta aplikacija odpre. Potem je pa potrebna samo orientacija po njej, da se lahko znajdemo, se pravi, da dostopamo do funkcij, ki jih ta aplikacija omogoča. Zadeva je pač v angleščini, ker v slovenščini ta TalkBack ni razvit. A nam lahko pokažeš, katere aplikacije pa uporabljaš? Facebook uporabljam. Facebook tudi? Tudi, ja. Preprosto, recimo, odpreš in potem, ne vem, lahko normalno pregleduješ objave, ki ti jih pove pač v angleščini, sicer, ker so v slovenščini napisane, je to bolj popačeno vse skupaj, ne? Ampak kar je v angleščini, pa se normalno razume, ker pač, če znaš angleško, pač zastopaš zadevo, ne? Se pravi, če te prav razumem, ti zdaj ob telefonu moraš zraven zbrano poslušati, kaj ti ona pripoveduje, ne? Če je prehud hrup, najbolj ne gre. Tako. Jaz uporabljam Hangouts aplikacijo, ker je to Nexusov telefon za imenik. In tukaj noter imam vse dostopne kontakte, SMS sporočila, se pravi, da lahko kličeš normalno, ne, iz tele aplikacije. In ko odpreš recimo tale kontakt, daš tukaj gor call, oziroma tle spodaj napišeš SMS. Je normalno tipkovnica, ki jo lahko tudi jaz uporabljam. Kako? Kako zadaneš črke? Ja, to je pa pač stvar orientacije. Rabiš kar nekaj časa, da se v to upeleš noter. Jaz, ker sem dal prvič telefona dotik, sem s tem probleme. Ja, naučiti se moraš, ne? Malo bolj počas gre kot na tisti tipkovnici navadni za računalnik. To je pač bolj počas, ker je virtualna, ne? Ker je vse na zaslonu. Po uni tipkovnici gre seveda hitrej, ker imaš orientacijo, ker veš, kje so tipke. Kako si pa začel, ko si prvič dobil telefon? Kako si se ga lotil? Čist meni nepredstavljivo. Ja, lotil sem se ga pač tako, da sem prvo začel poslušati, kaj tista ženska zad govori. Pol, da sem dobil neko osnovno orientacijo po telefonu, da sem ga znal sploh odkleniti na začetku, ne? Ja. To je bilo na začetku, pač treba se naučiti, ampak... Koliko časa si rabil? Kdaj je to bilo? Lansko, oziroma že predlani, ko sem na Simobilu, ko sem iskal prakso, ki jo moramo delati prek šole, ker jaz drugače delam računalniško šolo, sem pač jaz iskal za delati za prakso, ker moramo narediti in sem se tudi sam obrnil in so mi pač ponudili možnost, da bi testiral telefone na dotik za slepe. Ja, Miha, hvala lepa. Jaz sem navdušen in mečkem se počutim ponižen, ne? Bravo, svaka čast. Ja, mislim, saj se da vse, ne? Če se hoče izpraviti, treba ustrajati in to je to, ne? Hvala ti, hvala. Ja, nekaj. Živela.